spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na četrtkovi novinarski konferenci o COVID-19. Novinarsko konferenco bomo danes posvetili epidemiološkim razmeram in odločitvam, ki jih je glede obvladovanja epidemije včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije. Z nami so danes minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, docentka doktorica Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje in pa direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospod Milan Krek. Slovenski govorni jezik bosta v znakovnega danes prevajali gospa Karmen Kopušar in gospa Sabina Pokovec. Vse goste in tudi obe tolmački prav lepo pozdravljam. Včeraj popoldne se je vlada na Brdu pri Kranju sestala svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje. Na podlagi ocene trenutnih epidemioloških razmer in tudi mnenja svetovalne skupine je bila sprejeta odločitev, da se država glede na veljavni načrt sproščanja ukrepov nahaja v tako imenovani oranžni fazi. Sprejeti ukrepi, ki jih bosta v nadaljevanju tiskovne konference natančno predstavila minister Hojs in državni sekretar Zajc, veljajo za celotno državo, se pravi tako, kot to predvideva oranžna faza našega semaforja ukrepov, pri čemer je izjema odpiranje turističnih nastanitev, a kot že rečeno, več o tem v nadaljevanju novinarske konference. Pomembna sprememba, o kateri je včeraj odločila vlada, pa je ta, da se v skladu z načrtom sproščanja prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah. Priporočen je hibridni model, torej kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo, seveda v skladu z vsemi zmožnostmi in potrebami visokošolskih zavodov. Vrata bodo hkrati z naslednjim tednom odprli tudi študentski domovi. Svojo dejavnostjo pa bodo lahko od prihodnjega tedna dalje v celoti nadaljevale tudi glasbene šole. Sicer pa so tudi včerajšnji epidemiološki podatki nekoliko bolj spodbudni. Včeraj je bilo opravljenih 4258 PCR testov in kar 25628 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 745 novih okužb. Kot bomo videli iz tabele, je bilo število potrjenih okužb včeraj kar nekoliko manjše kot pred enim tednom, ko je znašalo 891. Delež pozitivnih PCR testov je včeraj znašal 17,5%, to je precej manj kot pred enim tednom, ko je ta delež znašal 20,8%. Tudi 7-dnevno povprečje okužb se še naprej počasi znižuje in po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 684, včeraj, če spomnim, je to povprečje znašalo 706. Kar se tiče razmer v naših bolnišnicah, so te nekoliko boljše, dajo upanje, da se bodo tudi razmere v bolnišnicah počasi začele izboljševati. Kljub temu število pacientov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, še naprej ostaja visoko, a je danes k sreči le nekoliko nižje, kot smo poročali včeraj. Skupaj se tako danes v naših bolnišnicah zdravi 620 pacientov, včeraj pa je to število znašalo 631. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 154 pacientov, to je en manj kot včeraj. Sicer pa je bilo v naše bolnišnice zaradi COVID-19 včeraj na novo sprejetih 59 COVID pacientov in prav toliko jih je bilo iz bolnišnic tudi odpuščenih. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti in sicer je v bolnišnicah skupaj umrlo 11 oseb. Vsem svojcem in ostalim bližnjim izrekam iskreno sožalje ob tej izgubi. Poglejmo si še graf, ki prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Ta prikazuje število zasedenih postelj na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa seveda tudi skupno število zasedenih postelj. Kot vidite iz grafa, se je krivulja v zadnjih dneh obrnila malenkost navzdol in kot sem že uvodoma povedala, upamo, da to nakazuje na trend, da se bodo tudi razmere v naših bolnišnicah počasi začele izboljševati. Poglejmo si še tabelo, ki prikazuje numerični prikaz podatkov iz naših bolnišnic.
Na navadnih oddelkih je zasedenih 466 postelj, to je 10 manj kot dan predtem, se pravi včeraj. Intenzivno terapijo, kot že rečeno, potrebuje 154 pacientov, skupaj pa je danes zasedenih 620 postelj, COVID postelj to pomeni. Preden preidemo k prvi temi novinarske konference, se pravi k odločitvam, ki jih je včeraj sprejela vlada, mi dovolite, da podam še kratko obvestilo. V našem klicnem centru trenutno beležijo močno povečano število klicev. V izogib slabe volje zato vse državljanke in državljane vljudno prosimo za razumevanje in potrpežljivost. Vkolikor zveze ne dobite, poskusite vnovič poklicati še enkrat čez nekaj časa. Kolegi v klicnem centru bodo danes in tudi jutri vaše klice sprejemali med 8 in 18 uro. Sprejmejo resnično vsak klic in odgovorijo na vsako vprašanje, a včasih žal traja nekoliko več časa, da na vrsto pridejo prav vsa vprašanja. Zato še enkrat, klicni center deluje in bo deloval seveda tudi vnaprej. Vsem državljankam in državljanom, ki potrebujete dodatne informacije, pa se vnaprej iskreno zahvaljujemo za vaše razumevanje in potrpežljivost. Sedaj pa prehajamo k prvi temi novinarske konference, in sicer k spremembam ukrepov in odločitvam, ki jih je v zvezi s tem včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije. K besedi zato najprej vabim ministra za notranje zadeve, Aleša Hojsa. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani državljani, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep pozdrav. Torej, najprej bi začel z odlokom, ki ureja omejitve gibanja oziroma prehajanje statističnih mej. Tukaj je potrebno povedati, da bo odlok začel veljati danes ob polnoči, torej v petek nič. Gre pa za eno izjemno bistveno spremembo, torej od danes od polnoči ni več omejitve prehajanja med statističnimi regijami, glede na to, da je država praktično v celoti v oranžni fazi z nekaj celo boljšimi regijami, smo striktno sledili semaforju in seveda odpravili to omejitev gibanja. Druga pomembna zadeva, ki smo jo včeraj sprejeli, pa je vezana na omejitev združevanja oziroma organiziranih prireditev. Torej na podlagi ocene oziroma sklepa Ustavnega sodišča v preteklem tednu, kot veste, smo ponovno dovolili zbiranja. Kljub zaprosilu Ustavnemu sodišču, da nam posreduje svoje epidemiološka spoznanja oziroma to, kar so v sklepu napisali, da bi lahko z drugimi epidemiološki ukrepi dovolili taka zbiranja, strani Ustavnega sodišča nismo dobili nič, torej ničesar. Zato se seveda zahvaljujem strokovni komisiji, ki pa je to svoje mnenje podala precej jasno, natančno, dokumentirano, torej zapisniško. Nažalost, seveda ne morem govoriti o tem, da je ta odločitev ali pa da bi ta odločitev bila vsem povšeči, glede na aktualno stanje, posebej stanje v bolnišnicah. Se je strokovna komisija odločila, da se zbiranje, torej tudi tisto, ki se odvija na podlagi prijav na upravnih enotah in policije, torej v skladu z zakonom o zbiranjih, omeji na številko 10. Torej nimamo več številke 100, imamo številko 10. Podobno kot je bilo to zapisano že predhodno oziroma v drugih odlokih, pa gre seveda za zbiranje v zaprtih prostorih, ki je omejeno na eno osebo na 30 kvadratnih metrov, ne več kot 10, in na odprtih prostorih na 10 kvadratnih metrov, ravno tako ne več kot 10 z ustreznimi razdaljami. V zaprtih prostorih so tako kot do sedaj obvezne maske, v odprtih prostorih, na odprtih prostorih pa, kolikor se ta varnostna razdalja lahko zagotavlja, maske niso obvezne. Drugi odlok, ki smo ga včeraj sprejeli, pa je vezan na prehajanje naših meja. Ta odlok začne veljati v nedeljo ob polnoči, torej nedelja nič. Tukaj nekih bistvenih sprememb ni, razen tega, da je stroka predlagala, da se dodatno upoštevajo oziroma priznavajo cepiva, ki so na trgu in ki so bila ustrezno verificirana. Torej gre za dodatno za rusko cepivo, za 2 kitajski cepivi, za indijsko cepivo. Vsa cepiva so navedena v odloku, ravno tako je v odloku navedeno, koliko dni od posameznega odmerka cepljenja je tisti verodostojni datum, ki vam omogoča prehajanje. In pa zadnja sprememba v tem odloku vezana na
lastnike nepremičnin, plovil oziroma objektov v drugih državah. Tukaj se je čas dovoljenega prehoda iz 48 ur povečal na 72, torej ravno tako kot velja test. Moram reči, da sem danes že dobil predvčerajšnjem po 100 mailov, ki so jih organizirano očitno pošiljali lastniki nepremičnin. Danes pišejo, da smo ukinili hitri HAK test, kar ne drži. Torej za lastnike nepremičnin je hitri HAK test, ki ga brezplačno upravite v Sloveniji, veljaven. Praktično pa to pomeni, da smo iz tistih 48 ur, glede na to, da morate opraviti ali pa da morajo opraviti test, praktično pa to pomeni, da smo ta čas bivanja podaljšali realno za nekih 12 do 14 ur, glede na to, da je čas testosti veljavna ostal nespremenjen, testa ostal nespremenjen, torej 72 ur. Torej, to so bile na kratko ključne spremembe obeh odlokov, če pa so kakšne vprašanja, sem pa seveda na razpolago. Minister, hvala lepa. So morda kakšna vprašanja za ministra? Kot kaže, imamo vprašanja. STA, izvolite. Dober dan, Sonja Poznič Cvetko iz STA. Mene zanima, če lahko bolj konkretno pojasnite to odločitev, torej da ste iz 100 se zdaj odločili za 10 na zbiranje. In čeprav razumem, pač ta omejitev 10 velja tako za shode, kot tudi za druge javne prireditve, slavja, denimo poroke. In me zanima, kako je s to omejitvijo, kako je to predvideno v prihodnje, zdaj v oranžni fazi torej 10, a to pomeni v rumeni 50, v zeleni 100 ali kako drugače. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Torej, v različnih barvah semaforja ni predvidena številka, ki bi natančno definirala tako zbiranja kot prireditve. Te številke bodo določene sukcesivno, skladno z mnenjem strokovne komisije. Kot sem razumel včerajšnjo strokovno komisijo, mislim pa, da bo dr. Logarjeva lahko to bolj detaljno pojasnila. Gre predvsem za problematiko zasedenosti postelj na intenzivni negi, za obremenjenost zdravstvenega sistema in pa seveda tistega dejstva, o katerem govorimo že skozi, da je pač druženje ali pa da je prenos virusa najbolj intenziven tam, kjer je seveda največje število ljudi. Torej, sledili smo striktno mnenju strokovne komisije, kaj pa bo v naslednjih fazah, pa seveda v tem trenutku ne morem povedati. Naslonili se bomo na mnenje strokovne komisije, v kolikor bo ta številka 50, 100 ali pa 200, bomo tem številkam sledili.